Jajce za rjavo lupino položite nad plamen tako, da ga v celoti prekrijete s sajami. Kakšne barve bo videti, ko ga boste potopili v vodo? A črne, B rjave, C zlate ali D srebrne? Posvetujte se torej med seboj. Srebrne, pa ne. Misliš, da je srebrne? Saja, kaj da bo? Črna, daj, ali Ne, srebrne. Imaš 4 sekunde, klikni nekje. Rjaven, ne bo srebrn. Kako sem glasno. B pravite rumeni, D pa pravite vijoličasti rumeni, torej rjave, D pa srebrni. Preverimo, če ima kdo prav, kako ste razmišljali. Ja, ogledala delujejo tako, da odbijajo svetlobo in nam omogočajo, da vidimo svoj odsev. Nekaj podobnega ogledalu bomo poskusili izdelati tudi mi. V tem poskusu sem vzel jajce in ga kar nekaj časa držal nad plamenom in tako dolgo sicer, da je v celoti prekrito s črnimi sajami. In zdajle izgleda nekako tako. Zdaj bom pa tole jajce nežno položil v vodo. Takole. Pa poglejmo, kaj se zgodi. Ja, jajce je pod vodo videti srebrno. Saje so namreč hidrofobne. Lahko bi rekli, da se vode bojijo in se z njo ne mešajo. Zato se med jajcem in vodo ujame tanek sloj zraka, ki svetlobo odbije, tako da vidimo srebrn odsev. Hidrofobnost je pogost pojav v naravi, peresa ptic, lokvanji na jezeru in vodni drsalci so prav tako hidrofobni. In zdaj smo izvedeli, da je jajce lahko tudi srebrno, če ga prekrijemo s sajami in potopimo v vodo. 5 točk si je s tem prislužila vijoličasta ekipa. Pravilen odgovor je D, bravo!